Ko razmišljamo o lepih stvarih, so Nemci zadnji narod, na katerega bi pomislil. Ko razmišljamo o dobrih stvarih, pa prvi. Kaj pa, če jim je uspelo nekaj neverjetnega in so združili to dvoje? Dame in gospodje, to je novi Audi A7, višek nemške estetike. Samo pogledajte te čiste in prefinjene linije. Celo pokrov za tankat so dali nekoliko višje, da ni zmotil tiste linije, in pa tole masko sprednjo potem prenesli oblikovno seveda še na armaturno ploščo. Evo, takole izgleda in na volan. Da so šli res v ekstremne detajle, kažejo tudi te sprednje in zadnje luči s kupom neodvisnih modulov, ki se prižigajo sekvenčno. Po noči tole izgleda noro. Mogoče celo malo preveč bahavo, ampak lej, če daš za avto 112 000 evrov, se pa res lahko pred kolegi malo pohvališ, a ne? Z Matejem sva delala seznam najboljših Audijev in tale je pristal na drugem mestu, takoj za vrhunskim A6. In če je Mercedes-Benz pred kakšnimi 15 leti s svojim CLS-om odprl nova vrata, torej v segmentu prestižnih limuzinsko-pejevsko streho, je tole zdaj najboljše, kar segment ponuja. A7 je izjemno napreden avto. Marsikaj je seveda podedoval od še večjega A8, pa že ta meri praktično 5 metrov. To pomeni ogromno senzorjev za varno in delno avtonomno vožnjo, saj ima spredaj laser, radar za dolgi doseg, kar 4 radarje za srednji in še dodatno kamero za prepoznavo vsega mogočega. Ko bo dovoljeno in ko bo tehnologija zrela, bo ta avto znal voziti sam. Druga stvar, pogon. Oznaka 50 TDI seveda ne pomeni, da je tamle spredaj 5-litrski TDI, je pa 3.0 TDI z 210 kW oziroma 286 konji. Motor ni poseben zaradi svoje moči, čeprav je seveda ogromno, niti ne zaradi navora, ki ga je kar 620 Nm in zato z njim A7 do stotice pospešil 5,7 sekunde. Ne, motor je zanimiv zaradi nečesa, čemur pravijo mild hybrid, torej lahki hibrid. Ne more se voziti zgolj na elektriko, lahko pa povsem izklopi motor in regenerira energijo takrat, ko zavirate. Zadaj ima zato dodatno baterijo, glavno omrežje pa je pri tem avtomobilu 48 in ne 12-voltno. Lepo se čuti, ko se vozite po klancih dol, ko se motor izklaplja, enako je med enakomerno vožnjo po ravnih cestah, posebej pa, ko se izklopi takrat, ko se približujete semaforju in pa zmanjšujete hitrost. In potem se tako lepo zopet zažene nazaj, brez tistega grdega dizelskega tresenja. Naj bi porabil kar 7 decilitrov manj na 100 km, na našem testu je poraba 8 litrov, kar je za moč, velikost in 4-kolesni pogon super. Tretja stvar, vožnja. Ja, čeprav oglašujejo tudi športnost, je tukaj ne iščite. Tudi v dinamičnem načinu je menjalnik prepočasi odziven, mimogrede tukaj je klasični, ne S-tronic menjalnik, avto pa je dobesedno pretežak, tehta skoraj 2 toni. Volanski mehanizem je sicer dovolj neposreben, mogoče za moje pojme je malce premalo obtežen, vodljivost pa je odlična, ker ima 4-kolesno krmiljenje. Že na mestu se vidi, kako se vrtita zadnji kolesi, na cesti pa to pomeni fantastično vstopanje v ovinke. 2,5 ure. Tale ima še zračno vzmetenje, ki ga absolutno priporočam, čeprav dodatna 2,5 ure. Vsaj malo oblaži sicer dokaj čvrsto blaženje na teh velikih 20 palčnih platiščih, čeprav še vedno ni tako zelo harmonično kot pri Mercedesu CLS. Četrta stvar, kabina. Prostora v dolžino ni malo, se pa pozna, da streha zadaj kar konkretno pade, tako da tamle zadaj za ta velike ni. Zame je super. No in prtljažnik je precej prostoren, je pa nizek, so pa zadaj seveda vrata, kar pomeni, da je enostaven in praktičen. Kdo bi si mislil, da bo takšen avto tudi praktičen. In mogoče še najbolj zanimiva stvar pri tem avtu sploh, sem jo namenoma pustil za konec. A kje vidite kakšen gumb? Razen telih tule se vse skupaj upravlja preko teh zaslonov s haptičnim povratnim odzivom. Sliši se kot nekaj, kar bi izumil Tony Stark, v praksi pa to pomeni, da boste morali malo bolj pritisniti na navidezni gumb, zaslon pa bo zavibriral in slišali boste še dodaten klik, da boste res
prepričani, da ste nekaj pritisnili. Pri volanu ne maramo zaslonov na mesto stikal, no pri Audiju so vseeno naredili nekaj, kar nam je že skoraj da všeč. Res dobro deluje, prepoznava celo vaše pisanje, temperaturo lahko takole nastavljate, da ne izgubljate časa, meniji so odlično razporejeni, res super, samo ena stvar vas bo motila, da ni držala za krpico nekje tukaj, ker bo po nekaj dnevih tole pač takšno. Ja. Evo, top nemški izdelek, ampak je res lep. Niti pri ženskah se v ekipi ne moremo zjasniti. Meni recimo je všeč Scarlett Johansson, Matej Idris Elba, Emma Stone, isto kupa Melissa McCarthy. Ampak nam je pa vsem všeč ta avto. Torej bo že okej.